Gospod Slatnar, začneva morda z najtežjim ali pa najlažjim vprašanjem. Kdo je Peter Slatnar in kakšen je bil Peter Slatnar kot otrok? Joj, problematičen. Prvo, da razrešimo, mislim, gospodje vemo, kakšni so gospodje. Jaz sem čisto navaden kmečki fant, rojen na vasi in pa vzgojen s trdo vrtniško roko. Se pravi, oče mi je skozi nekako govoril, delaj, ker tako boš imel za kruh in boš lahko preživel tudi sebe in pa mogoče ljudi okoli sebe. In kakšni ste bili kot otrok? Kot otrok? Ste vozili motor? Vozili smo vse živo, nismo imeli denarja za motor, to so prav smo jih naredili sami. Po vaških odpadih smo se dobili dele, dodelali in potem ropotali po vasi. Tako da s tem smo se mrskaj naučili, mrskaj uničili, tudi vsako igračo, ki smo jo dobili, če smo jo že dobili, smo jo to prvo razmontirali, podarali, da smo videli, kako stvar funkcionira. Seveda ta stvar ni več funkcionirala, ker nismo več znali sestaviti, ali pa smo do take mere polomili, da to ni delali, ampak mrsikaj smo se pa s tem naučili. Kaj pa recimo izpuh, auspuh po domače rečeno, na motorju? Spomnim se, da ko smo kot mulci vozili motor, je bil eden izmed glavnih auspuhov Lipnik. A ste imeli vi kak poseben auspuh na motorju? Lipnik je bil zelo poznan takrat, v bistvu v obdobje še pred Krapovičem, mislim, da je bil tam pri Jesenicah nekje bilo svede, to je bilo sploh tista plava nalepka gor, ali v bistvu aluminijasta ploščica, ki je bila to nekaj fantastičnega, če bi to lahko imeli. Danes imamo te 3D-printerje, v bistvu lahko otroci sami te nalepke doma naredijo, ampak tam je bilo to nekaj nemogočega to dobiti. Sveda, vzeli smo razne cevi, sami naredili te izpuhe, tudi se naučili, zakaj dvotaktni motor ima tak auspuh, zakaj štiritaktni tak auspuh, ampak v glavnem to so bile stvari. Če se ni dalo dobiti, nismo imeli denarja za kupiti, smo pa pač po teh deponijah pobrskali, najdeli sestavne dele in naredili. Sicer ste Kovino strogar. Ljudje pa vas večinoma sedaj poznajo po skakalnih smučeh. Kako je sploh prišlo do tega? Od Kovino strogarja do izdelovalca vrhunske opreme za najboljše smučarske skakalce v svetovnem pokalu? Tudi sam kot otrok sem bil aktiven športnik, v bistvu smučarski skakalec in s tem športom sem se ukvarjal nekje 16 let. In po odhodu v takrat armijo sem tudi ko sem se vrnil domov, sem s tem športom zaključil in se potem nekako bolj podal v te obrtniške vode in delal doma v obrtni delavnici pri očetu. In ker pa te stvari, katere smo delali, mi je nekako bilo po ugodu, da nekje me nekdo nekako dirigira, kaj ne delam, kako ne delam, da nekako si neki hlapec. In si nekako postaneš otopel, ne moš pa izživeti svojih sanj, svojih inovacij oziroma svojih spoznanj. In skozi to smo pa tudi šli v drugače nekako v druge vode, to se pravi, ne delati za druge, biti od njih odvesen, ampak mehen tudi treba včasih svojo glavo misliti pa z tega, kaj pametnega vam potegniti. Ampak kaj je bilo ključno, da ste si upali prevzeti posel od Elana? To je ogromen izziv. Upam, da ni bil efekt prejšnjega dneva praznovanja 50-letnice moje, ker je bilo nekaj 10 ur po tistem praznovanju, smo že sedeli pri gospodu Leonu Koroscu v Elanu v pisarni in je bilo pred dejstvo postavljeno, treba se bo odločiti praktično v sekundi. To se bo naredil, ali boš ali ne boš. Zdaj, kot vemo, zelo velik problem je bil tudi na slovenskem trgu, kar se tiče te naše mladine, ker ni številčno tako majhna sploh kupiti in pa dobaviti te smuči. Ker pa že Elanova smuča je bila zelo priznana in pa nekako tudi cenovno spremljiva in smo rekli, če ne zaradi drugega bomo že zaradi tega del to prevzeli, bomo probali prvo leto, kako bo. Nekako je kazali, da finančno se bo to išlo, imeli smo tudi nekako to srečo, da kar nekaj tujih in domačih tekmovalcev je pristopili na to smučo, jo spredaj izkoristili in dosegali tudi zelo vidne rezultate. Daleč od tem, kar smo mi pričakovali, mislim, da je to ena taka dobra osnova, lepa osnova in pa v bistvu motivacija za graditi naprej. In koliko parov smuči ste izdelali do sedaj? Zdaj ne vem, ker zdaj so stroje že ustavili, ampak mislim, da je nekje preko 2000. Odlično. Pa vas je bilo kdaj strah? Vas je kdaj strah? Strah mi je, največ mi je strah, ko bom neki izdelek dal v stranki in da bo opazil neko napako in ti veš, vsak gib, ki je mogoče kakšna malenkost, ki bi lahko bolj bilo in tudi te je strah, da bi rekel, to
to smo mi prepoznali, da ni dobro, ampak da bi bil kakšen tak strah imel, niti nimam, včasih bilo fajn, da bi ga imel več, ampak mislim, da tak pač sem. Skakalne smuči niso vaš edini produkt. Kaj je še poleg tega? Vezi? Največ je vezi, čevlji, zdaj, ki so se končali s samo razvojem smuči, potem vezi za turno smučanje, katere smo tudi skupaj na pobudo in pa s podjetjem Elan razvili v prvotnem namenu za Davo Krničarja, ki je bil letos na odpravi na K2, lani poleti na Gašebrunu, z tega dotapljen tak produkt, potem rolke za smučarske teke, krogle za strelstvo, za športno strelstvo, potem zdaj smo v enem razvoju, delamo z olimpijskim prvakom, večkratnim olimpijskim prvakom iz Latvije, posebne sani za skeleton, potem eni projekti, ki se bojo videli v januarja, februarja, bodo predstavljeni, mislim, da bo tudi taka svetovna senzacija. Potem nadgradili smo še ta turni smučarski del. V glavnem mislim, da kar nekaj stvari, nekaj športov imamo zdaj, probamo se nekako razširiti, ker ne moramo staviti samo na enega konja. Če nam ta zboli, bomo težko preživeli, ne bo sam vlekel. Za koga vse v svetovnem pokalu izdelujete smuči in vezi? Bom raje tako rekel za ene... Smuči. Omenili smo, da vezi izdelujete za 97% skakalcev. Kaj pa smuči? Smuči so taki najbolj poznani, Robert Johansson, Brko, bili so bratje prijevci naši, zdaj že Peter se je odločil, je šel na drugo znamko, ker mu nič ne zamerimo, seveda moraš probati tudi kakšne češnje so pri sosedu. Kar veliko takih odmevnih fantov je, celo več jih imamo, kot smo jih imeli lansko leto. Moramo pa vedeti, da se mi nekako postavljamo po robu velikim koncernom, velikim firmam. To se pravi Fisher, SKI, ki dela druge dva para smuči, oni so vsi narejeni s tem, da tekmovalci kupujejo. To se pravi, jaz imam na tako svojo teorijo, smuča je toliko dobro, koliko je debela kuverta do tekmovalca. To se pravi, mi teh kuvert nimamo, mi jih pa probamo prepričati s kvaliteto, iznašmo servisom. In glede na to, da kar nekaj tekmovalcev se odloča, da ne bojo prijeli kuverte, da ne bojo prijeli nekega finančnega nadomestila za to, da bojo s to smučo skakali oziroma jo uporabljali, nam je to nekako zelo dobra motivacija, pa neko potrdilo, da gremo v pravo smer. Nismo pa še zdaj zadovoljni s kvaliteto in pa v bistvu iz samo izdelka, ker enkrat, ko bomo zadovoljni, bomo tudi zaspali in bo prišel vlak in nas bo povozil. No in prav s temi stvarmi ste lahko hitrejši od konkurentov in tudi za inovativnost, kje sploh črpate vaše ideje za inovacije? Odprte oči, velika ušesa in pa prisluhniti vsaki pripombi, vsaki želji tekmovalcev, ker tekmovalci ti dajo izhodišče, ti podajo neki problem in če znaš ta problem spraviti v material, je ta stvar zelo enostavna. Gospod Slatnar oziroma Peter, koliko ur na noč spite ob vsem tem delu inoviranju? Odvisno od izziva. Včasih tudi par dni ne spim, včasih spim 5-6 ur, povprečje pa nekje tam 4-5 ur. 4 do 5 ur. Ali lahko sploh sanjate v tem času? Zelo lahko. Ste dovolj spočiti za sanje? Ja, sanjam, ne sanjam kakšnih takih, da bi kakšne lepe ženske preganjali, kaj tazga. Sanjam bolj te zadeve, nekje se nek problem pojavil in ga v bistvu toliko živo sem padel na njega, ga tudi po noči sanjam, tudi mogoče so najboljše ideje, tudi med temi sanjami pride, manj to srečo se sanje zapomnim in si jih znam pol nekako razložiti, razlagati in tudi med to samo razvijanjem novih stvari, takrat tudi imam potrebe po hrani, po ničemer, se pravi, mogoče kakšna voda, tudi se naredi par dni, pozabim jesti. Že tako imam tak način, da jem samo enkrat na dan, ker pač več ne potrebujem. Ali več nimate časa? Ne, za hrano se zmeraj vzamem čas, ampak pač jaz čisto gledam z tega vidika nekako v kameni dobi in v različnih dobah. Ljudje so jedli, ko so imeli priložnost, da so nekaj jedli, ali pa nekje spodjo, ko so bežali pred zverjo, je kakšno jagodo v trgu, pa poje, da so nekaj energije dobo. Jaz pravim, če so takrat preživeli s tako majhno količino, tudi gospa, ki je z teh vod potrdila, pač ne rabimo ne vem kakšnih večjih, velikih vsot. Potem smo kot hrčki, se nabirajo razni žepi, maščobe in tako podobno. Potem smo taki, ko smo. Pa se vam je kdaj zgodilo, da ste tako v živo sanjali in je bilo tik pred tem, da ste se zbudili
In potem ste se zbudili in pozabili, kaj ste sanjali in je bilo tako noro. Se vam je to kdaj zgodilo? Ne, večina sanj se zapomnim. Zgodilo se mi pa tudi to, da sem že tako živo sanjal in bila ura polnoč, pa sem se oblekel, pa sem šel v delavnico, pa gledam, nobenega tam ni, kje so vsi delavci. In na uro gledam, mislim, da je ura 6, ampak potem sem se mogel mečkaj umiti s hladno vodo in še enkrat na uro šel pogledati in se je kazal obrnil za nekaj ur nazaj, tako da tudi kakšne take stvari se dogajajo. Se pravi, pisala in papirja ne potrebujete na nočni omarici, da bi si zapisali svoje sanje? Ne, tega ne potrebujem, kar se jutro lahko. Odlično. In kakšne so vaše sanje? Predvsem tehnične narave, to se pravi reševanje raznih problemov. Včasih mogoče tudi kakšna stvar te vrže, mogoče ne vem, kakšna slaba informacija ali kakšno tak povežeš, kakšno stvar iz narave, da se mogoče komu kaj zgodilo. Mogoče da je kakšno tako stvar sanja, ampak to je res v zelo majhnem odstotku. Vam ljudje kdaj rečejo, da imate srečo? Meni direktno niti ne, ampak si mislijo, lega, ta pa moj padla skija umet ali kakorkoli. Tako so že prej govorila pred tem nastopom. Sreča je tako, vsak sam je svoje sreče kovač. To pomeni, kdor bo doma sedel, star 50 let, gledal od mame televizijo in žulil od mame kavč, ta ne bo sreče doživel, ker ni pripravljen nekaj probati. Moraš imeti nekaj izziv, probati narediti, ne bo ratal. Edison je naredil preko 1000 poskusov, da mu žarenca zasvetla. To se pravi, moraš nekaj narediti in če ta stvar bo uspešna, če boš še uspel prodati, bojo rekel, da si imel srečo. Imel si motivacijo, imel si cilj in z tega tudi mislim, da pol izhaja. Sreča je bolj pomen, oziroma so se zmislili tisti, ki so bili fauš. In so rekli, tam ima srečo, ko mu je to ratel, bil na pravem mestu pravi čas. Tudi to je mogoče včasih pomembno, ampak vsak je res kovač svoje sreče. Hvala lepa, to je bil res lep zaključek. Pred koncem najin pogovor bova zaključila z 10 asociacijami. Jaz povem besedo, vi odvrnete z besedo ali dvema, torej z asociacijo. Pripravljena? Upam, da nam, ker imam sekal. Sara Takanaši. Majhna prijazna. Volkswagen. Že dolga znamka. Elan. Super osnova za nadaljnji uspeh. Karbon. Stvar, ki se skozi več uporablja, ampak počas bo že ratala pa sej. Peter Prevc. Mož z mnogo idejami. Kovina. Zelo uporabna. Fischer. Izziv. Cerklje. Prelepa vas. Otroci. Moj navdih. In sanje. Zelo dobra osnova za inovacijo. Drage dame in gospodje, to je bil Peter Zlatar.